Na trgu je več različnih pametnih ur, ki staršem omogočajo nadzor nad gibanjem otrok. Ure imajo vgrajen GPS sprejemnik in z namestitvijo SIM kartice omogočajo nadzor gibanja. Starši preko svojega telefona lahko spremljajo lokacijo otroka in mu po potrebi tudi prisluškujejo. Otrok lahko s pomočjo ure kliče na nekaj izbranih številk, v primeru nevarnosti pa lahko pokliče starše na pomoč. Cenovno so zelo ugodne in zato se marsikateri starši odločijo za nakup. Pametne ure so videti kot odlična rešitev za zaskrbljene starše, vendar pa so strokovnjaki do uporabe takšnih ur zelo zadržani. Otroške pametne ure, ki so trenutno v prodaji, so zelo raznolikih kakovosti, žal pa je večina slabe izdelave in tudi nizke cene posledično, tako da je težko najti kakovostno otroško uro trenutno. So raziskave potrošniških organizacij pokazale, ko so delali analize, kako se te podatki prenašajo, kako so hranjeni in podobno, se je izkazalo, da pri večini pametnih ur, ki so jih analizirali, je dejansko varnost izredno slaba. Gre za nešifriran prenos podatkov med uro in strežnikom. Tudi strežniki sami so ranljivi, kar pomeni, da je dejansko otrok izpostavljen temu, da nekdo prestreza komunikacijo med njim in uro, ali pa da pride celo do vdora v strežnik in kraje podatkov. Žal, iz istega razloga kot prej, slabe varnosti, so te pametne ure v večini primerov dokazano tudi na ta način slabo varovane, kar pomeni, da lahko nekdo vlomi v samo uro, s tem prestreže komunikacijo med starši in pametno uro, ki jo nosi otrok, ali se v to komunikacijo celo vrine, nastavi nove klicne številke in podobne reči in dejansko on zasleduje otroka, ki smo ga mi želeli nadzorovati. Ni zakona, ki bi prepovedoval prisluškovanje lastnemu otroku. Res pa je, da če vključimo prisluškovanje na daljavo, s tem pravzaprav tudi slišimo vso okolico otroka. To pa je že lahko kaznivo dejanje. Ne sodijo v šolo. Otrok, če mi vključimo na daljavo snemanje njegove pametne ure, s tem pravzaprav snema pouk okoli sebe, snema druge otroke, njihovo komunikacijo, učitelja. To ni zadeva, ki bi bila dovoljena, tako kot smo že prej povedali, ne? Zelo verjetno ne. Poleg tega, da seveda lahko vdre v to pametno uro in prenastavi nastavitve, ki jih ima ura, lahko graditelj pravzaprav uro le sname in obesi na drevo. Verjetno mu to ne bo pomagalo otroku. O vplivu stalnega nadzora nad otrokom sem govorila z kliničnim psihologom, ki se ukvarja z razvojem otrok. In odgovor je bil žal neprijeten. Psihologi pravijo, da že fizični stalni nadzor otroka je problematičen, ker mu onemogoča normalen razvoj, da tak nadzor na daljavo pa je še veliko hujši od dejansko fizičnega nadzora. Pravijo, da zaradi tega, ker otrok nima nadzora nad tem, kdaj je viden, kdaj ne, kdaj ga starši vidijo, nima tudi povratne informacije o tem, ali dela pravilno ali dela napake. S tem dobi občutek, da je stalno nadzorovan
in ne more povratno vplivati na to, kaj starši vidijo, in razvije občutke nesigurnosti, tesnobe, strahu in podobno. Psihologi pravijo, da otrok potrebuje skozi svoj razvoj neke razvojne naloge in možnosti, da samostojno rešuje zaplete v življenju in s tem dejansko razvija svojo osebnost. Glede na vse do sedaj povedano, mislim, da otroške pametne ure kot sredstvo nadzora in pomoči za varnost otroka svetujemo.